Gospod Krušič, povejte mi, katere so tiste glavne naloge, ki jih opravlja orodjar? Orodjar dejansko prevzame stvari, ki mu jih že nekdo naprej pripravi v konstrukciji in na osnovi delavniških risb, ki jih prejme na delovno mesto, skuša stvari orodja izdelati v skladu z to dokumentacijo. Sam razvoj pa se začne že pri izdelavi tehnične dokumentacije, sledijo izdelava CAD/CAM programov in potem izdelava orodij na samem stroju. Orodjar pač stremi k temu, da izdela orodje čim bolj natančno, z vso zavzetostjo, da pride do končnega cilja, da iz tega orodja dobimo potem končni izdelek, kar je produkt kompletnega orodja. Ta moja orodjarna je v bistvu, bi rekel, nastala spontano, zaradi nuje po preživetju. Predvsem je pa nekaj, veste, te stvari, če jih nekdo dela iz ljubeznijo, potem lahko ima veliko tem. Če pogledamo, da je danes sobota, pa da jaz tukaj delam na lep soboten dan, sta predvsem dva razloga. En razlog je, da imam zelo hudega šefa, to je naročnik, ki hoče imeti v roku orodje dobavljeno. Drug razlog je pa to, da je v orodjarstvu 1 ura nič ne pomeni. Tukaj, če ste videli, ko ste prišli, je v bistvu vse laufalo. 5 strojev je tekel in s tem jaz, ker sem se opremil, v glavnem iz računalniško vodenimi stroji, nadomestim pomanjkanje kadra. Gregor, povej mi, kakšne kompetence mora imeti orodjar? Poznati mora kovinske in nekovinske materijale, ki se uporabljajo v strojništvu. Na podlagi standardov znajo uporabljati literaturo strojno, priročnike in kataloge, obvladajo osnove CNC tehnologije, robotike in avtomobilizacije, poznajo namen in vlogo krmilne tehnike v procesu avtomobilizacije. Kako pa je z bodočimi sodelavci oziroma zagotavljate morda tudi kakšne štipendije za bodoče sodelavce? Morda je zanimivo to, da Unior sodi med največje štipenditorje tudi po nedavni raziskavi, ki so jo naredili v reviji Manager. Smo kar, mislim, da po intenzivnosti in po obsegu v vrhu v Sloveniji. Za letošnje leto je prav za poklic preoblikovalca kovin oziroma orodjarja bilo razpisanih 10 štipendij in smo vse tudi podelili. Morda kot zanimivost povem to, da v preteklih letih temu ni bilo tako. Unior je stalno razpisoval te štipendije, a se je zmeraj pokazalo to, da je premalo prosilcev, zato jih tudi nismo podelili. A v letošnjem letu pravim je drugače. Slišal sem nekje, da imate neko posebno vrsto izobraževanja za vaše sodelavce. Lahko kaj več o tem povesti? Mi posvečamo izobraževanjem in usposabljanjem posebno pozornost. Vsaj 3 vrste izobraževanj imamo. V prvi vrsti imamo tukaj interna izobraževanja, ki jih izvajamo za vse zaposlene, kar v okviru podjetja. In ponavadi so predavatelji oziroma ti učitelji kar zaposleni tukaj, ki so dobri strokovnjaki in ki tako prenašajo to dobro prakso, to organizacijsko kulturo na sodelavce, bodisi tiste, ki so dolgo že tu, ali pa tiste, ki tudi niso tako dolgo tukaj. Druga vrsta izobraževanja so v bistvu zunanja izobraževanja. Na ta izobraževanja hodijo redkejši kot ta množica, ki so tukaj v podjetju.
To so v bistvu tiste izobraževanja v obliki konferenc, v obliki raznih poslovnih klubov in tako naprej, ali posvetov. In seveda tisti udeleženci potem skušajo prenašati določeno znanje v podjetje preko posameznikov ali preko raznih, ne vem, povzetkov, ki jih delamo v podjetju. Tretja vrsta izobraževanj, ki jih delamo, so pa tista, na katera povabimo zunanje izvajalce in nam v bistvu v internem smislu razložijo nekatere stvari, za katere mi sami smatramo, da nismo najboljši strokovnjaki in nismo v bistvu mogoče čisto korak s časom. Morebiti tu ni odveč, da omenimo, da poleg teh usposabljanj in izobraževanj imamo še vedno nekateri ljudi, ki so pripravljeni ob delu študirati, kar okrog 70 jih je ta trenutek in tudi oni si pridobivajo na nek način formalno izobrazbo. In če v bistvu sklenemo ta krog okrog usposabljanj in izobraževanj, lahko ugotovimo, da v povprečju na leto namenimo za vsakega zaposlenega skoraj 13 ur izobraževanja in usposabljanja. Renato, ti si že postal orodjar, končal si šolanje, zdaj ga nadaljuješ, tako da verjetno zelo dobro veš, kakšne lastnosti mora imeti orodjar. Ja, no, delo orodjarja je v glavnem ročno, zato mora imeti dobre motorične sposobnosti, mora biti potrpežljiv, natančen in iznajdljiv, torej imeti mora sposobnost reševanja tehničnih problemov, ki nastajajo pri samem delu. Tukaj v ozadju vidimo orodja, taka klasična, klešče, izvijači. Delate tudi orodja za recimo te večje stroje, za recimo delanje kakšnih odlitkov, odtiskov in podobno. Ja, to, kar ste sedaj omenili, so dejansko proizvodi, ki nastanejo iz tega orodja. Za vse te proizvode v ozadju je potrebno izdelati orodje in to imenujemo mi kovaško orodje. To so topna orodja za kovanje v vročem. Se pravi, začne se z tehnično dokumentacijo, izdelava risbe, izdelava 3D modelov, se pravi, naredi se računalniški model, ki je najprej osnova za izdelavo računalniškega programa za izdelavo orodja. Orodjar izdela orodje za te izdelke. Tu gre za HSC reskanje, se pravi ena operacija, ki se izvaja na tem stroju, pri katerem normalno se menjuje vsa orodja, pridemo do končne geometrije orodja, iz katerega potem odkujemo določene izdelke. V današnji čas večino naredimo preko teh namenskih strojev za reskanje, vendar brez orodjarskega dela še vedno ne moremo zaključiti nekega orodja. Se pravi, orodjarji se dejansko vključujejo danes v dokaj bolj pozni fazi, kot so se v preteklosti, kajti v preteklosti, če se vrnemo 20-30 let nazaj, so tudi dejansko orodja še izdelovali ročno, so dejansko določene konture ročno izklesali iz kovinskih jeklenih blokov in potem dodelali z raznim piljenjem, brušenjem in prišli do te gravure, ki danes prijemo dejansko preko CNC tehnologije.